Če se spomnite, sem se nekaj oddaj nazaj podil na okrog s 3 turbomalčki, s Fordom Fiesta ST, s Peugeotom 208 GTI in z Renaultom Clio. Tisti je bil rumen, ta je pa modar. No in tisti je imel oznako RS, ta pa ima oznako GT. Ampak izgledata isto, torej morata biti isti šmoran. Še obvolanske ročice imate enake. Ja, ne. Če boste pogledali malo bolje, boste opazili, da je spodnji del sprednje maske tukaj drugačen in drugačni sta tudi izpušni cevi. In tale ima manjši motor. Za 80 konjev manjšega 120 jih ima. GT-ja namreč poganja 1,2 litrski turbobencinski motor in ta avtomobil je daleč od športnika. Ni pa čisto navaden Clio. Torej, surova podoba in 1,2 litrski motor. Vprašanje, ki je popolnoma na mestu, je čemu oziroma za koga. Ampak odgovor je tudi povsem enostaven. Za marsikoga, ki bi si želel malce bolj športnega Clio, pa si ne more ali pa noče privoščiti RS-a. Recimo zame 10 let nazaj. GT je namreč cenejši ob nakupu, bistveno cenejši pri zavarovanju in še manj porabi. Dejansko je stroškovno skoraj tak kot povsem običajni Clio. In športen zna biti, ker ima za 40% trše blaženje in pa tale gumbek z napisom RS. Ko ga pritisnem, pod merilniki na veliko in kričeče zeleno zagori Renault Sport. In kaj se zgodi? Ne pogledajo mitraljezi z vrata, ampak se prilagodi odzivnost menjalnika, stopalke za plin in pa volana. Razliko pri odzivnosti menjalnika v praksi sicer težko opazim, meni izgleda samo, kot da so mu ljubše nižje prestave, kar pa tudi pomaga za bolj pogoste obiske na bencinskih črpalkah. Povprečna poraba na testu je približno 8,5 litrov, kar je skoraj 2 litra manj od RS-a. Slabosti, menjalniku manjka dovršenosti, na trenutke prav grdo cuka, ko sem se želel voziti povsem uglajeno. Potem so še druge malenkosti, kot je prtljažnik, ki se je trajno odločil zakleniti in pa nastavitev zaslona, ki je dejansko sploh ni. S klikom nanjo te namreč vrže nazaj na osnovni meni. Dokaj moteči lapsusi. Zdaj pa še najpomembnejše, občutki pri vožnji. Tole nikakor ni RS, vendar pa se pozna, da je bistveno trši in se prav lepo pelje. Kakšen mladenič v svojo sopotnico že uspel prepričati, da jo vozi v najmočnejšem stroju? To, fantje. GT-ja dobite že za 18 tisočakov, tale z malce opreme stane slabih 20 in to se mi zdi dejansko še največja težava, da je med GT-jem in RS-om premalo cenovne razlike. In tam sem saj prtljažnik lahko uporabljal, tukaj ga pa ne morem. Čudno. Lahko pa ta znak.